Dr. Florian Margan se je rodil 31. maja leta 1951 v Ljubljani. Diplomiral je na Visoki strojni tehnični šoli in diplomiral tudi na Visoki ekonomski komercialni šoli na Univerzi v Mariboru. V času zaposlitve v Iskri je nadaljeval magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po izpopolnjevanju v Češki republiki mu je Ministrstvo za šolstvo priznalo magisterij iz ekonomije in strojništva. Doktoriral je na Ekonomski univerzi v Pragi, na Visoki šoli ekonomički VSE, Fakulteti mednarodnih odnosov na temo Energetska politika Evropske unije o pogledu liberalizacije trga plina in elektrike v kontekstu smernic Evropske komisije. Je nosilec priznanja Lurot certifikat Ekonomske fakultete Univerze v Bratislavi iz leta 2007, dobitnik cena rektorja EU v Bratislavi za publicirano dejavnost za leto 2011 na poslovni fakulteti in priznanja VŠE v Pragi za raziskovalno delo upravljanje v kontekstu globalizirane ekonomike v 2012 letu. Občasno predava na Fakulteti za mednarodne odnose v Pragi in poslovni fakulteti v Bratislavi, tudi v sklopu fonda Konrada Adenauerja iz Nemčije. Napisal in objavil je več kot 40 strokovnih člankov in del v tujini ter aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah v tujini, žal ne v Sloveniji. Za njegova dela se zanimajo Reuters, China, USA Business Revija in Springer iz ZDA. Je dolgoletni član Plinarske zveze Češke republike, dolgoletni član Sindikata novinarjev Češke republike in Mednarodne federacije novinarjev, ter od leta 2009 član znanstvenega sveta Univerze Nabrija v Madridu, Fakultete Social Sciences. Zelo odmevni so njegovi strokovni ekonomski projekti, ki jih je izdeloval v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz tujine, predvsem v Sankt Petersburgu, Parizu, Pragi, Bratislavi, Budimpešti, Užgorodu in Berlinu in dobil posebno priznanje strani BTC iz Ljubljane za izvrstno pripravljen in izveden projekt Atlantis v Ljubljani, kot tudi priznanje IFC iz Washingtona DC za pridobitev investicijskih naložb tedanje Iskre. Od leta 2006 je tudi odgovorni zastopnik holdinga slovenskih elektrarn iz Ljubljane za Češko republiko in Slovaško. Pomurski akademik dr. Florian Margan je naš član, ker ima tehnična in ekonomska znanja. Kot takšni je seveda tudi Sigdar Feist zanimivi sogovornik in tako bolje smo tudi veseli, ko iz Češke rad uskladi svoje druge obveznosti, ko pride na prireditve Pomurske akademije in ko je bil tudi na letošnji konferenci. Zanimiva so seveda tudi njegova razmišljanja, gdje tista tehnična znanja na pravi način nadgradi z ekonomsko logiko, tako da je tehnika tudi učinkovita v ekonomskem smislu in na tej način seveda tudi dobimo določeni pogled, pa tudi določena znanja, za katera smo mogoče v Sloveniji prikrajšana. V prispevku je obravnavana zelo pereča ekonomska problematika, glede na konkurenčno sposobnost Slovenije pri premagovanju finančne in ekonomske krize, ne samo v evroobmočju, ampak v celi Evropi in na globalnem trgu, ki vlada že nekaj let in po napovedi strokovnjakov iz ZDA, Evrope in Japonske, lahko pričakujemo, da se bo v naslednjih letih še poglobila in zaostrila. To tudi vpliva na konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva. Pričakujemo, da bo rast globalnega trga v letu 2013 majhna, ter okrevanje gospodarstva po finančni krizi še ni na obzorju. Pričakujemo pa vse več protekcionizma, ki se bo pojavljal na globalnem trgu. Slovenija doživlja na področju konkurenčne sposobnosti nekajletni upad v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije in to poglabljanje se bo nadaljevalo, kajti v letu 2013 lahko pričakujemo upad domače porabe, problematično gospodarsko okrevanje na najpomembnejših izvoznih trgih, beg strokovnjakov in absolventov v tujino za boljši delovnimi pogoji in zaslužkom ter premalo aktivnost bank zaradi likvidnostnih težav, tudi pri izvozni podpori slovenskega gospodarstva. To je nekaj elementov, ki bodo poglobili slovensko konkurenčno sposobnost gospodarstva v prihodnosti. Dr. Florian Margan prikazuje v svojem eseju problematiko slovenskega gospodarstva z vidika makro- in mikroekonomike ter podaja nekaj rešitev za dvig konkurenčne sposobnosti Slovenije v prihodnje, kar je v veliki meri odvisno od državnih in lokalnih inštitucij in pristopa vlade k navedeni rešitvi opisane problematike.
Dnešnje predavanje pomurskega akademika dr. Floriana Margana je fejs poučno. Veže se na Slovenijo kot celoto, lik je fejs enostavno seveda to tudi projeciramo na Pomurje, kak takšno. In za svojim pogledom, ker ga si lejko pridobi izven Slovenije, on živi in deluje tudi, raziskuje na Češkem, ima gvišno en drugi pogled in tudi gvišno menje obremenjene z našim vsakdanjem vide, kakšna je gospodarska situacija v Sloveniji. Po drugi strani pa seveda ne mre mimo svoje čustvene povezanosti za Slovenijo in zavoljo toga je to predavanje po eni strani neobremenjeno z lokalnimi zgodbami, po drugi strani pa seveda toliko bolj obremenjeni, zato ker šči, ko bi Slovenija nadaljevala že eno začeno zgodbo o uspehi. In seveda zavoljo toga je fejs pomembno, ko imamo čim več takšnih predavanj in še bolj je važno, ko seveda jih tudi kritično poslušamo in se iz njih čim več navčimo. Za Slovenijo je značilen nekajletni upad konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva, slabe banke, slabo povezovanje gospodarskih subjektov pri nastopu do tujine, slaba podpora izvoznikom, preveliki javni dolg, preslaba učinkovitost državnih inštitucij in podobno. Država ne stimulira znanosti in inovacij, kar povzroča beg možganov iz Slovenije. Velik zaostanek pri modernizaciji in nadgradnji infrastrukture, kjer je izkoriščeno manj kot 10% evropskih sredstev, ter ni izvedena konsolidacija javnih financ in neizpeljane so strukturalne reforme. Slaba je učinkovitost delovnega trga, manjka reforma trga dela, ne varčuje se dovolj v javni upravi in manjka reorganizacije samouprave. Krčenje števila zaposlenih v javnem sektorju in znižanje plač oziroma usklajevanje plač z ekonomsko situacijo v Sloveniji oziroma glede na gospodarstvo so ukrepi, ki bi pomagali izboljšati trenutno situacijo. Pozdravljeni si skupaj. Jaz bi se najprej za prvi zahvalil Mičotim, ki nas skupaj drži, ki drži celo to te pazo skupaj, to je izredno dobro, spodbudno in še naprej tak Mičo. Za drugo, fajn bi bilo, če že organizirate, kad dobro organizirate, če bi tudi mogoče v prihodnosti malo več za javnost bilo, kad bi rekel še nekši drugi prišli poslušati, kad vidijo, kad mi kolegi, kolegice, nekaj le ustvarjamo. Za tretjič, da sem prišel pred 2 dnevoma v Slovenijo, po Dugi cesti, prvo, kar sem vzel v roke, sem vzel Delo, pa Pomurski vestnik. In tam sem videl, kar piše moj kolega, profesor Mulej, da Slovenija zaostaja, da ni razvoja, ni inovacij, šolstvo tako in drugačno, in da Pomurje, ki ima nekaj čez 200 doktorjev znanosti, so samo 3, ki delajo v Pomurju, ostali vsi so pa izseljeni. Potem sem vzel Pojbiča, članek o teh kadrovskih pa teh zadevah, nezaposlenost v Pomurju. Gospoda Sveteca sem včeraj poslušal in sem se zgrozil na tem, ka pri nas v Pomurju so najbolj zaželjeni poklici oziroma ščejo biti učitelj, frizer ali frizerka ali kujar in da praktično se iščejo kadri, ki imajo največ 4. stopnjo izobrazbe. Jaz se pitam, kama te idemo mi? Kama to Pomurje pa ide? Brez strokovnjakov, brez dobrih aktivitet, brez dobrih projektov, brez ustvarjalnosti. Mi imamo banana država, ali kamo mi tu? Jaz leko to ugočim, kad sem s tujine. Čeprav sem Prekmurec, sem s tujine in nisem obremenjeni, ampak vseeno me to boli, kad imam tudi družine oziroma kad imam hčerke, pa tak dalje. Pa ne mrem mimo toga iti, kad ne bi to zdaj povedal, kaj čem povedati. Ne ta misticionizem, kad sem ga tu tak malo napravil. Zakaj konkurenčna sposobnost? Čitam konkurenčne sposobnosti v financah, pa tak dalje. Kaj se pita, te ljudje morajo prvo poznati materijo vse vkuper, morajo poznati problematiko, da te kaleko o tem te pišejo. Nemo citiral Kanta ali kakšne druge, ali nemo citiral Sokratasa, ki pravi, vem, da nič ne vem.
Pa to je pitanje. Ne bom razlagal, kaj to pomeni konkurenčno sposobnost, samo zato, ker nemam dosta časa, za opazen razvoj in inovacije potrebujemo pionirske ideje, ne optimalizacijo zdajšnjih rešitev. To je izjava Portoroži na tem konferenci, ki je bila zdaj pred par mesec dni, niti ne od toga bilo. In to je čista resnica, mi se pa ukvarjamo z nekimi drugimi stvarmi. Poglejte, nemogoče, kaj je principi konkurenčne sposobnosti, kar te novinari štiri piše, to se morajo navčiti malo na to. Največ je to, mi jo označujemo kot ekonomska moč, fleksibiliteta vlade, podjetniško okolje in infrastruktura. Poglejte, kje je zdaj Slovenija. Vidite, tej zeleni, jaz sem dal zeleno barvo, kak Slovenija, znate, da pred osamosvojitvo, Triglav pa tak dale, vse fajn. Mi, če primerjam se z ostalimi državami, recimo Japonsko, Ameriko, Evropsko unijo, to je poprečje Evropske unije, to je ta modra. Vidite, mi imamo izvrstno razvito zdravstvo. Čeprav kritiziramo z gospodom Gantarjem, pa tak dale, ovo, drugo, ampak mi imamo razvito zdravstvo. Ne glede, če pogledate v primerjavi tu smo, vidite, zeleno, se gibamo razvitemu svetu. Tako ne smo tu slabi. To moramo tudi povedati, ker smo tudi nekdje dobri. Infrastruktura, to ne bomo zdaj razlagal, kak je, smo pa izredno slabi na finančne trge, na fleksibiliteti, na podjetništvi in tak dalje. Izredno slabi. Idem dalje. Poglejte, tu je eno takšno tabelco sem pripravil, to je po WEFI, to vsako leto v Švici pa ocenitvene so te zadeve pa tak dalje. Gledajte, kako se gibamo, kje smo na konkurenčni sposobnosti v globali. Smo na 57. mestu, vidite, kako spadamo, 40, 39, 52, 40, 50. Tu pogledamo Mađarska, 48. mesto, vidite, tu vidim Slovaška, 69 slabši, Češka, 38, nemo primerjal Švico pa Ameriko. Kaj je? Ta motorna sila za rast konkurenčne sposobnosti je izobraževanje. Veliki poudarek na izobraževanju. Ne je to takšno izobraževanje, ko imamo, ko zdaj poslušam včera, ko šivilje, pa nekši kujari. Prosim vas, ne je to je ne gonilna sila. Mi moramo obdržati življenjsko raven občanov Slovenije. To je en temeljni cilj konkurenčne sposobnosti. Govoril sem z lastnikom IKEA, da je še živ bil, 82 let star bil pravo. Če ne poskrbimo za socialo delavcev, če ne poskrbimo za dobre plače, te delavci ne bodo dobro delali, ne bodo zadovoljni. Mi moramo zdvigniti ta raven, kad daleko trošili. In s tem se zveča bruto družbeni produkt in ostale dobrine se prinašajo. Ne pa škrtati. Idem dalje to. No, tu sem napisal številke. Seveda se je sestavljeno iz številk Pitagora. Štiri znajo matematičari, pa te znajo, što je Pitagora bil. Jaz sem nažalost tudi magister strojništva, pa doktor ekonomskih znanosti, tako leko tengočin, malo več tehnika pa ekonomija. Osnova sveta so številke. Svet je na številkaj. Ne moramo te številke skriti, kako kolegica včeraj pravi, analiza, da je prezident tej, ne da je tej predsednik, pa tak dalje, ampak številke pa se povejo. Moram hitro iti dalje, katede. Zakaj so razlogi? Jaz tak sam povem, mi imamo predpostavke v Sloveniji, ko obdržimo to zviševanje dolgoročne življenjske ravni občanov, vedno z drugačnim ekonomskim in finančnim pristopom. Na to ne gledamo. Če poslušam te, ne bomo zdaj pravo politike, recimo, Križanica štiri je potopil Slovenijo v teh 2 let, kaj je vlado, kak finančni minister, to si priznajmo. In hvala Bogu, ko imamo Šušterčiča, ki zdaj rešava to, kaj je potopljeno bilo. Nemudoma moramo sprejeti kakovostno strategijo mednarodne konkurenčne sposobnosti do leta 2020, celo bi prav do 2050, s ciljem pripraviti se na prihodnost v globalnem svetu. Globalni svet je neusmiljen. To zdaj malo, to preskoči ne zanimivo, ko vidite, kako nezaposlenost, kako padamo v tej. Poglejte, tej graf. Je to grozno. Če gledamo Slovenijo, vidite, kako prebivalcev nas je, tej 2 milijona gor doj, 99 tisoč je gospodarskih zaposlenih, pa 48 tisoč pri samostojnih obrtnikih. Vidite, 109 tisoč imamo nezaposlenih v Sloveniji, cirka, to zdaj, imate te podatke, Surce, pa vse vidite, 605 tisoč imate upokojencev,
imamo, pa 993 tisoč ostali, šolački pa tako dalje. Poglejte, cirka 10% ustvarjalcev živi celo Slovenijo. To je nemogoče, ta sistem ne da zdržal to. Če mi vrvljate, ne vrvljate. Pokažem te razloge. Zdaj, kaj je še najviše, kar se dogaja? 5800 gospodarskih družb ima račune v tujini, slovenskih, pa 4500 približno podjetnikov imajo v tujini peneze. Evropska unija omogoča, kaleko v tujini odprej žiro račun in tako dalje. Seveda tudi ne boš DDV plačal, ne boš to plačal, oni se selijo se tako, kak je, normalno, tudi proizvodni se selijo in tako je, što da lepše pogoje, tejde ne izviševati DDV, to nikaj ne vodi. Pogoje postaviti načišne. No, vidite, to je grozno, no. Idem dalje. No, s tem, kar tu vidite, se niti ne splača gučati. Kaj je največji? Poglejte, odhod slovenskih doktorjev znanosti v tujino. Se vi zavedate, kaj 6537 doktorjev znanosti šlo v tujino? Najmogoče, zakaj odijo v tujino? Je to, pogledajte, od doktorjev, mislim, medicine, do družbenoslovcev in tako dalje in tako dalje. To z tega graf vidite. Tam imate pa priseljence, pa odseljence. To je zdaj pitanje, kakšni se priselijo v Sloveniji, kakšni odidejo. Je to stvar kvalitete in kvantitete. Ampak je zaskrbljujoče, kaj je toliko doktorjev. Se pravi, mi v Sloveniji imamo potencial. Zakaj ta potencial beži? Jaz vidim, kaj predavam na fakultetah v tujini, recimo v Pragi, Bratislavi, Madridi, sem tam v nekšni univerzi, v nekšnem svetu strokovno. Te ljudje veščejo iti študenti, nemajo službe več, nemajo nindi, v Španiji vsakši drugi mladi človek je nezaposleni, v mladih. V Češki republiki 51% študentov že izjavlja, ko še v tujino iti. Jaz se pitam, Slovenije, vsi iščejo, kaj bi radi bežijo od toga. Kaj nam te ostane? Kako nam naprej dale šli? Što da ustvarijo? Tu je zdaj seveda ta primanjkljaj z evrozono primerjave. Zdaj Šušterčič malo zdaj lepše to napravil, kada drugo leto pa odsede podatke in tako dalje, bomo bar na teh 2,9, če bomo uspeli pridemo. Vači, da ta bankovna unija pa tako dalje nas da fajn zaškrtala. To so pa... Pogledajte, tej stavek. Vlagatelji so Slovenija naveličani. To je resna izjava. To je drugi človek, Goldman Sachs, investicijske družbe povedal. Pa ga jim vrvem, kaj to resan. Idem dalje. No, Tedi, tu je največji problem. Imamo največji strošek dela v deležu bruto družbenega produkta v Evropski uniji. 74% ustvarjanja dodane vrednosti porabimo za plače, prispevke, nadomestila za prehrano, stroške prevoza na delo in druga nadomestila. To je 8,5% več, kot je pa povprečje v Evropski uniji. To je za zamisliti. Jaz sem namerno napisal še nekšo zadevo, kak en uspešen raziskovalec, doktor znanosti pravi, grem raje delati vzgojitelja, vrtec, ker moja žena dobi 1700 evrov bruto plače, oziroma plače in dela 6 ur na dan, sam dobim 1400 evrov, medtem ko dobi inženir s potnimi stroški 1200 evrov. To je katastrofa. Zdravstveni inšpektorat v Ljubljani ima 135 zaposlenih. Poglejte, 2630 evrov je plača, bruto poprečna. Mislim, kakšne nesorazmere so do strokovnih ljudi. Mi ne moramo bazirati na družbenoslovje pa tako dalje, mi moramo tehniko. V te smeri se informatika, IT tehnologije in tako dalje in tako dalje. Gdje so te kadri? Idem dalje, kad to je že. Dobro, jaz zdaj samo na konec napravim to. Ja, nemam to razlago. Imamo tudi nekatere pozitivne premike Slovenije. Predvsem te obveznice državne, ki smo dali, smo bar nekaj dobili. Sicer pa se rekel, še 5 minut vzemem, mi čuti včeraj imel 24 minut. Idem dalje. Delne rešitve, ja tudi delne rešitve pokažem. Zaključke. Rajši te vi povejte, kaj mislite. Nekaj makroekonomskih rešitev. To je zanimivo. Poglejte, že Markus Tulio, Cicero, že v Rimi povedal, državna bilanca s tem državnim proračunom mora biti v ravnotežju. Državna blagajna bi se mora znova napolniti. Slovenija je tovnica, krvavo. Javni dolg bi se moral zmanjšati. Arogance urednikov
bi se morale umiriti in biti pod nadzorem. Pomoč tujim državam bi se morala omejiti, koliko nočemo, da bi Rim bankrotiral. Ljudje se ponovno morajo naučiti delati namesto tega, da bi živeli z javne podpore. Vidite, to vse za nas velja. No, to vidite naše te. Skratka, več ne bom povedal, bi se vam zahvalil. Pa strašno se mi je videla ta financa, je bila ta karikatura in je krasna, krasna. To bi rekel za našo politike povedali, samo malo obrnili to je ta ljubljanščina. Tako, hvala lepa. Ste vedeli, da so plače glede na produktivnost v Sloveniji previsoke in preobremenjene? Glede na strošek dela v deležu BDP je v letu 2011 Slovenija dosegla prvo mesto med državami Evropske unije. Porabimo 74% ustvarjene dodane vrednosti za plače, prispevke, nadomestila za prehrano, stroške prevoza na delo in druge nadomestila, kar je 8,5% več od povprečja Evropske unije. Da 7,3% zaposlenih ali skoraj 147 tisoč zaposlenih v gospodarstvu največ pripomore k financiranju države in občanov. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Florijanu Marganu še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Branko Škafar, pomurski akademik dr. Jože Sampt, pomurski akademik dr. Štefan Ščap in pomurski akademik dr. Štefan Špilak.